Prejšnji teden sem delno dokončal nosilec motorja za 4. različico električnega kolesa in čakal, da prispejo jermenice. Od takrat sem začel izdelovati vse ostale dele za nosilec motorja. Ker morajo biti plošče nosilca motorja popolnoma ločene in tudi popolnoma vzporedne, saj so v njih ležaji in gre skozi tudi os, moral sem izdelati nekaj distančnikov, ki so držali obe plošči natančno. 43 mm narazen. Na srečo ima moj dedek stružnico, tako da sem imel srečo, da sem lahko uporabil njegovo stružnico in iz aluminijastih cevi izdelal te distančnike. Stružnica mi je tudi omogočila, da sem skrajšal dolžino motorja. Kot sem omenil v videu prejšnjega tedna, je izbuklina na koncu motorja ovirala pedalne ročice. Zato je bilo zelo priročno, da sem jo lahko odrezal in naredil, da je vse skupaj izgledalo precej lepo. Ima tudi brusilnik, tako da sem lahko na koncu sekundarne pogonske gredi pobrusil nekaj ravnih ploskev, da bodo, ko bom nameščal jermenico na pogonsko gred, imela ravno površino, na katero se lahko oprimejo brezglavi vijaki. Jermenice so kmalu zatem prispele in bil je čas, da sestavim preostanek kolesa. Ampak tukaj se pojavi prva težava. Moji kameri je zmanjkalo baterije. Zdaj nisem prepričan, kako bi se najbolje brcnil, ampak si vsekakor zaslužim brco v tem trenutku. V bistvu sem se odločil, da kolo na hitro preizkusim in ja, jermenica je odpovedala. Posnetkov njenega uničenja pa nimam. Torej, kaj se je zgodilo? No, v bistvu sem pohitel z oblikovanjem, da bi ga poskušal dokončati v enem tednu. Če ste gledali video o jermenici, sem v enem tednu dejansko naredil 2 različici in spregledal zelo preprosto napako v zasnovi. Tako je videti ena od naper jermenice, preden se zlomi, in tako zdaj izgledajo vseh 6 naper jermenice. Zdi se, da je okoli lukenj za vijake na dnu napere preprosto premalo materiala, kar ob navoru motorja povzroči, da se na desni vijak deluje sila navzgor, na levi vijak pa sila navzdol, zaradi česar levi vijak iztrga iz njegove luknje. Razlog, da je na tej točki tako malo materiala, je v tem, da mora jermenica iti čez pesto kolutne zavore na kolesu, ki ima premer 52 mm. Tako sem, tik preden sem končal z oblikovanjem, naper moral izrezati to luknjo s premerom 52 mm na dnu vseh naper, da so se prilegale temu pestu. Dejansko sem opravil nekaj strukturne analize oziroma simulacije v Fusion 360 na tej naperi, preden sem jo izrezal. Vendar sem dobil nekaj nezanesljivih rezultatov. Ker nimam pojma, koliko navora ta električni motor dejansko proizvede, sem mogel pogledati enega od svojih videoposnetkov o električnem kolesu 3. različice, ki je uporabljalo isti motor. Povezavo do motorja bom dal tudi v opisu spodaj, ker je nekaj ljudi vprašalo v mojem zadnjem videu. In ugotovil sem, da kolo pospeši od 0 do 30 mil na uro oziroma 13,4 metra na sekundo v približno 12 sekundah. To daje pospešek približno 1,2 metra na sekundo na kvadrat. In ker je masa kolesa in mene približno 110 kg, to pomeni silo naprej 132 N. S polmerom pneumatike 0,325 metra. To pomeni povprečni navor 42,9 Nm. Ker je to povprečni navor, nisem povsem prepričan, kakšen je največji navor. Lahko je precej večji od tega. Poleg tega pa je 4. različica električnega kolesa prirejena za 20% več navora, vendar za 20% manjšo največjo hitrost. Torej, kar bom naredil, je, da bom to vrednost navora podvojil kot varnostni faktor. Torej, uporabimo 805,8 Nm. Ker je polmer jermenice 0,14 metra. In se mora ta navor porazdeliti med 6 različnih naper. V bistvu mora ena napera jermenice prenesti 102 N sile na svojem koncu. Kar, ko te vrednosti vnesemo v simulacijo Fusion 360, daje varnostni faktor 2,16. Kar v bistvu pomeni, da bi morala napera jermenice prenesti dvojno količino sile, ne da bi se zlomila. Za vse inženirje med vami, res sem uporabil najmanjšo možno mrežo in mojemu računalniku je to vzelo kar nekaj časa za izračun. Ampak moral sem to narediti, da bi dobil čim bolj natančen rezultat. Pa še vedno ni bil pravilen. Torej, potem, ko se je prava jermenica uničila, sem se seveda odločil vrniti k simulacijam v Fusion 360. In ugotovil sem, da sem izvajal poskuse popolnoma napačno. Sprva sem jermenico pritrdil na spodnjih luknjah za vijake in nato uporabil vodoravno silo na odprtini tukaj. Toda pri tem nisem upošteval, da se te luknje za vijake lahko iztrgajo. Tako sem mogel spremeniti simulacijo in v bistvu uporabiti omejitev z vijakom v Fusion 360, da sem te luknje pritrdil na videzno pesto in ponovno izvedel simulacijo. To je dalo rezultat, ki je bil videti nekoliko bolj natančen, z faktorjem varnosti 0,87, kar v bistvu pomeni, da bi se zlomilo. Testiranje sem popeljal še korak dlje in dejansko vzel stare napere, jih pritrdil na pesto in na to pesto stisnil v primež. Postavil sem jih v nasprotno smer, da bi strgalo drugo luknjo za vijak. In to bi dalo dokaj natančen test, čeprav je bila ena stran napere že zlomljena. Nato sem na konec napere obesil uteži in testiral, koliko sile lahko prenese.
V redu, to je prvi test z 10 kg. Zdi se, da drži. 10 kg, vendar zgleda, kot da se deformira. Ne vem, kako dobro lahko vidite, ampak tukaj okoli te luknje za vijak je zagotovo nekaj deformacije. V redu, zdaj sem povečal težo na 11,25 kg. In počasi spuščam težo. In ugani kaj? Odpovedale so pri 11,25 kg, kar je približno 110 Newtonov sile, kar je tudi le nekoliko več, kot je napovedal Fusion 360. Tako sem začel oblikovati nove krake jermenice, ki niso imeli le več materiala okoli lukenj za vijake, ampak so bile te luknje tudi bolj narazen, da bi zmanjšal napetost in tlačne sile, ko je jermenica izpostavljena torziji. Oblikoval in izrezal sem tudi aluminijasto obroč, ki bi ojačal 3D tiskani del jermenice. Toda preden sem izrezal vse dele in sestavil jermenico, sem se odločil ponoviti isti strukturni test, tako da sem nov krak jermenice pritrdil v primež in nanj obesil nekaj uteži. In uspelo je zdržati 20 kg, brez premikanja. Tudi ko sem ga nekajkrat udaril s kladivom. Naslednji dan ali dva sem preživel z rezanjem, vrezovanjem navojev in upogibanjem vseh novih delov jermenice ter tiskanjem novega 3D natisnjenega zobatega profila na mojem novem 3D tiskalniku, ki mi ga je poslal Anycubic. To je njihov novi tiskalnik modela Chiron. Mislim, da sem to pravilno izgovoril. In zaenkrat je kar v redu. Ima ogromno delovno površino in nekaj res lepih funkcij, ki jih moj stari CR10 ni imel. Do zdaj sem natisnil le nekaj stvari, zato še ne morem dati konkretne ocene. Vseeno bom spodaj v opisu objavil povezavo do njega. Tako da si ga oglejte, če vas zanima nov tiskalnik. Jermenica je bila nato sestavljena na kolesu in nato nameščena na bicikel ter pripravljena za novo testno vožnjo. Ampak seveda sem tokrat nameraval vse posneti. Da, prestal je prvi test in presegel hitrost hoje. Potem je nekoliko večji navor povzročil, da je jermen zdrsnil. Čas je, da dodamo še nekaj napetosti. Nato sem vsakič počasi povečal plin, da sem videl, kako se jermenica obnese. In zdelo se je, da drži kar dobro. Vendar se težave tu ne končajo. Zdi se, da jermenica zdaj premese vse sile, tako da je to rešeno. Vendar sem poskušal odstraniti nekatere manjše jermenice, da bi na brezglave vijake nanesel varovalo navojev, pa se niso premaknile. Tudi ko sem odstranil oba vijaka iz vsake jermenice in segrel jermenico, da bi jo razširil na osi, ni šla dol. V bistvu se je zgodilo to. Nerjavno jeklo osi je bilo precej mehko. Vijaki, ki držijo jermenico na osi, pa so se zarezali v nerjavno jeklo. In zaradi navora motorja je vijak v bistvu odlomil delček nerjavnega jekla in ta delček se je zagozdil v aluminijasti jermenici. In tako zaklenil jermenico na os. Po precej tolčenja in uporabi klešč na jermenicah, pri čemer sem pazil, da ne poškodujem zob jermenic, mi jih je končno uspelo sneti. Vendar sem nato moral poiskati novo os iz kalinega nerjavečega jekla ali kalinega jekla za zamenjalo. Nato sem se spomnil, da imam še vedno star motor s staro 8 mm osjo, ki je iz kaljenega jekla. Zato sem se odločil, da jo vgradim v kolo. In vse je bilo v redu. Zdaj je kolo pripravljeno, da vam pravilno namestim vso elektroniko, ga dokončam in nato opravim pravo testno vožnjo. No, ne ravno. Opazil sem tudi, da je med vožnjo s kolesom pri določeni hitrosti, približno 32 km/h, kolo začelo precej močno vibrirati. In mislim, da je to bila neka rezonančna frekvenca, ki jo je povzročil mali jermen ali sekundarna pogonska gred. Samo za nekaj sekund moram ustaviti video. Prišel sem v lopo, da posnamem vibracije začetnega jermenskega prenosa. In na srečo ni nič narobe z mojo zasnovo. Ampak žal, je napaka v zasnovi ali pa je nekaj narobe z novim motorjem, ki ga imam. Opravičujem se, če je zvok malo slab, to snemam kar s telefonom, ampak naj vam poskusim pokazati. Odklopil sem vse jermene in vibracije so še vedno prisotne, tako da se zdi, da je motor neuravnotežen. Kot lahko vidite tukaj, je to izhodna gred motorja in na tem reduktorju ni priključen noben jermen. In zadnje kolo je seveda zaradi varnostnih razlogov odklopljeno od jermena.
In če dodam plin pri določenih obratih, boste slišali res močne vibracije. Zdaj nisem prepričan, kako bom ta kratek posnetek, ki ga snemam s telefonom, vključil v glavni video. Ker mislim, da sem razložil, da se bom vrnil na staro nastavitev z enim jermenicem. Ampak zdaj sem ugotovil, da je težava v motorju. Potem moram to poskusiti rešiti z motorjem in da je moja zasnova z nosilcem motorja pravzaprav v redu. Tako da bi še vedno lahko bili v redu z dvojnim redukcijskim jermeničnim prenosom za velik navor. No, dovolj tega govorjenja, pojdimo nazaj na glavni video. Kar malo me mika, da bi glavni pogonski jermen speljal neposredno z motorja in se tako znebil dvojnega redukcijskega jermeničnega prenosa. Ampak potem bi izničil celotno idejo o velikem navoru na tem električnem kolesu. Poleg tega pa bi bil moj video od prejšnjega tedna popolnoma nesmisel, ker bi moral narediti celoten nosilec motorja na novo. Tako da trenutno stojijo stvari z električnim kolesom. Nisem bil prepričan, kaj naj naredim naslednje. Upam, da vam je bila celotna analiza jermenice, njena konstrukcijska odpoved, zanimiva. Moram se malo odmakniti od celotnega projekta in še malo razmisliti o tem, kaj bom naredil naslednje. Raje bi to naredil, kot pa da naredim še en korak naprej in potem spet dva nazaj. Tako da ja, želim si vzeti še malo več časa, da to tehnično pravilno zasnujem. Na začetku projekta sem rekel, da se ne bom prenaglil, ampak navdušenje nad električnim kolesom me je prevzelo in sem na koncu vseeno pohitel. Omeniti moram tudi, da naslednji teden ne bo videa. Rad bi se vrnil k temu, da bi vsakih nekaj tednov delal daljše projektne videe. Glavni razlog je, da sem začel delati tudi ob vikendih, da bi dokončal te projekte. Običajno namreč traja dan ali dva, da posnamem naracijo in nato uredim videe, da so pripravljeni za nalaganje. Tako mi ostanejo le približno 3 delovni dnevi za delo na projektu, kar preprosto ni dovolj, da bi naredil video s podobne dolžine. Še posebej glede na različne projekte, ki jih želim izvesti. Zato se res veselim, da bom lahko kak teden ali dva posvetil enemu projektu, ga nato uredil, dokončal projekt, poskrbel, da vse deluje in ga nato naložil na YouTube, da vam ne bo treba gledati vseh teh neuspehov tako pogosto. Seveda bom še vedno omenil tiste dele, ko gre kaj narobe. Ampak namesto, da bi naredil celoten video o tem, bo to le majhen del v videu. Ker mislim, da je pomembno, da pokažem tudi napake, ki jih naredim. Ampak ja, res se veselim, da bom lahko za vsak projekt porabil malo več časa. Prav tako imamo v naslednjih nekaj tednih načrtovanih nekaj sodelovanj. Tako da, verjetno ne bo dolgo do naslednjega videa. Verjetno kakšna 2 tedna, ali tako. Torej, popolnoma ne prekinjam tedenskih videov. Samo pravim, da ne bom hitel s projektom, da bi ga objavil v enem tednu, če ni dokončan in ne deluje. Torej, če v petek ne vidite video od mene, ne skrbite. Samo malo več časa posvečam projektu. Zato ostanite na vezi za prihajajoče sodelovanje. Tudi električno kolo še ni povsem odpisano. Morda bom moral le malo več časa posvetiti temu. In ja, rad bi se vam zelo zahvalil za ogled. In če vam je bil ta video všeč, prosim, pustite všeček. Če ste novi na mojem kanalu, prosim kliknite na gumb Naroči se. Ogromna hvala vsem mojim podpornikom na Patreonu za vašo podporo. Vi omogočate, da so te neravno tedenski videi sploh mogoči. Na Patreonu bom nalagal zakulisne stvari, da boste prek fotografij videli, kaj počnem. Torej, ne bodo vsak teden polni videi, ampak bom vsaj objavljal fotografije na Patreonu, če želite vedeti, s čim se trenutno ukvarjam. Še enkrat hvala za ogled in se vidimo čez nekaj tednov. Nasvidenje.